Mehkoba peruti vztrajno toni. Že dolgo več ne letim. Spomin je pokopan v stopalih. Ko so me obuli, so rekli, to je vse. Kot norec vztrajno ugašam svet. Včasih si rečem, bosa grem do zvezd. Mehkoba kril požene misli. In jaz pozdravljava na našem tradicionalnem srečanju s kulturnimi društvi, z mentorji, predsedniki društev in predsedniki sekcij, ter vsemi tistimi, ki nam seveda vztrajno in vedno stojite ob strani, da naši dogodki lahko zvenijo v našem okolju. Hvala lepa za to, da ste prišli. Lepo pozdravljam med nami tudi podžupanjo občine Brežice, Miro Levec, ki se udeležila današnjega našega srečanja, direktorico občinske uprave Gordana Radanovič. In pa tudi... Lepo pozdravljeni v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Z mnogimi izmed vas sem se v preteklih 3 mesecih, odkar opravljam delo podžupanja občine Brežice, že srečala, nekatere poznam že odprej, nekatere sem spoznala danes, nekatere pa upam, da še bom. Glede na to, da je moja prioritetna naloga povezovanje nevladnih organizacij, se pravi društev, zasebnih zavodov, ustanov in seveda posameznikov z občino, vam ponovno polagam na srce, da so moja vrata za vas vedno odprta. Za vse pobude, vse predloge, vsa vprašanja, mogoče tudi za kako pohvalo. Na tem mestu bi se želela vsem vam, ki namenjate svoj prosti čas za delovanje društva, zahvaliti v svojem imenu ter v imenu občine Brežice, ker namenjate svoj prosti čas in prispevate k ohranitvi kulturne identitete ter bogatite kulturno življenje naših občanov. Mi se vam ob tem trudimo stati ob strani, seveda v okviru naših zmožnosti, saj veste, tudi mi smo omejeni pri denarju in tako kot sem že večkrat omenila, tudi mi imamo eno pogačo, ki jo moramo razdeliti na več kosov in včasih je to zelo težko. Pa vendar občina Brežice v zadnjih letih namenja ljubiteljski kulturi okoli 100 000 evrov. Celotna vrednost, ki jo nameni kulturi, pa znaša kar okoli 1 milijon evrov, kar predstavlja 3,6% okvirno našega proračuna, tako da tudi to ni tako malo. Seveda ostala sredstva gredo tudi za premično in nepremično kulturno dediščino, za umetniško kulturo, za investicijo ter za knjižnično dejavnost. V letošnjem letu smo sprejeli lokalni program kulture za obdobje 2020-2024. Gre za strateški dokument, v katerem so konkretno zapisani vsi cilji, ki jih želimo doseči, ter tudi aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do zastavljenih ciljev. Mogoče še ena novost, v času javne razprave smo pridobili pobudo za sofinanciranje mentorja, ki bi bil na voljo manjšim kulturnim društvom, ki ne morejo pridobiti zadostnih sredstev na javnih razpisih in je potem posledično zaradi tega okrnjeno njihovo delovanje. Jaz iskreno upam, da bomo uspeli zagotoviti to postavko v proračunu in bomo lahko tudi manjšim društvom omogočili nemoteno delovanje, nenazadnje tudi njihov razvoj. Da ne pozabim, občina Brežice je objavila javne razpise za sofinanciranje programov. Rok je sicer 31.1., ampak dnevi hitro bežijo, tako da ne boste pozabili. Toliko od mene, lepo preživite nocojšnji večer. Tudi za vas izjemno pomembno. Zato, da se snidemo, da si stisnemo roke, da se družimo, da se pogovarjamo in seveda tudi sooblikujemo morda kakšne ustvarjalne misli za sodelovanje naprej. Prav je tudi, da se ob tej priložnosti nekako sprehodimo čez leto 2019, pogledamo zadeve, kako so
kako smo jih izvedli tudi strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice, v katerem in skozi katerega, preko katerega združujete in nekako ustvarjate tudi vi. Poslanstvo Javnega sklada za kulturne dejavnosti in z njo tudi območne izpostave Brežice je vsekakor zagotavljanje raznovrstne ponudbe kulturnih dogodkov in izobraževanj, ki jih lahko občani uživamo kot ljubiteljski kulturniki ali obiskovalci prireditev. Naj povem, da je v ljubiteljsko kulturo v občini Brežice bilo v letu 2019 aktivno vključenih 6,13% občanov, kar je nad slovenskim povprečjem in kar je zelo pomembno seveda, da nas je toliko vključenih v to res pomembno, vse bolj pomembno življenjsko bistvo poslanstvo. Društvom, skupinam in posameznikom omogočamo, da se lahko nenehno izobražujete, se vključujete ter primerjate skozi pregledna srečanja, revije, tekmovanja in festivale na območni, regijski in državni ravni. Število programov, ki je izpostava v primerjavi s prejšnjimi leti ohranila, v povprečju pa jih v zadnjih letih izvedemo med 60 in 70. Število udeleženih na preglednih srečanjih, revijah in izobraževanjih v letu 2019 znaša kar 2869 posameznikov in 149 skupin, oziroma 149 skupin, saj nekatere dejavnosti zajemajo skupine, nekatere posameznike. Kar pa seveda dokazuje, da so sodelovanja med območno izpostavo in društvi ter seveda šolami zelo dobra. Skupine in posamezniki so dokazovali svojo uspešnost in kakovostno rast tudi z uvrstitvami na 6 državnih in 13 regijskih dogodkih. V letu 2019 je naše prireditve obiskalo 8604 obiskovalcev, kar je primerljivo z lanskim številom, ko je bil obisk rekorden. JSKD v Brežice tako dokazuje svojo prepoznavnost v okolju in med uporabniki. Izpostava je v letu 2019 sodelovala z 32 kulturnimi društvi, ki imajo 70 sekcij, z 8 osnovnimi šolami, s podružnicami in vrtci, gimnazijo Brežice, ekonomsko in trgovsko šolo Brežice in posamezniki. Po podatkih sporočil o redne dejavnosti društev za leto 2019 je programe sofinancirani z občine Brežice izvajalo 29 kulturnih društev s 62 sekcijami oziroma s 1391 dejavnimi člani in 62 mentorji. Ti podatki so seveda vzeti iz vaših prijav. S kulturnimi društvi in njihovimi sekcijami smo sodelovali na več načinov, kot pomoč pri društveni dejavnosti, pri prijavah na javne razpise, z rednimi obiski njihovih dogodkov, s podelitvijo jubilejnih značk JSKD na jubilejnih in letnih prireditvah. Vsem udeležencem izbranim na regijske in državne dogodke pa smo zagotavljali prevoz. Izpostava je bila aktivno vključena v vsakoletne koprodukcijske projekte z lokalno skupnostjo in drugimi ustanovami v občini. 6. leto zapored je uspešno izvajala program javnih del za potrebe izpostave in Doma kulture Brežice. Sodelovanje z občino Brežice je bilo zelo aktivno in uspešno na več ravneh. Občina je redno zagotavljala sredstva za sofinanciranje kulturnih programov. Že 6. leto zapored je sofinancirala program javnega dela na izpostavi. Izpostava je bila aktivno vključena v izvedbo občinskih razpisov za ljubiteljsko kulturo. Občina še vedno podpira predloge in ideje izpostave, ter jo prepoznava kot pomembnega partnerja pri uresničevanju kulturnih programov v občini. Prireditve JSKD v Brežice so v lokalnem in regijskem okolju opažene in prepoznavne kot kakovostni dogodki, ki jih obiskovalci in mediji redno obiskujejo. Zelo nas veseli, da sodelujemo z vsemi kulturnimi ustanovami v občini, z šolami, izjemno sodelovanje, kot sem že povedala, z občino Brežice, Zvezo kulturnih društev Brežice, s Posavskim muzejem Brežice in z že naštetimi šolami. Redni program območne izpostave zajema pregledna srečanja in revije ter izobraževanja na vseh področjih delovanja društev. Izvedli smo 24 programov na območni ravni, 18 na regijski in 8 na državni ravni. O programih ljubiteljske kulture pa izpostava že 24. sezono izvaja gledališki abonma Brežice v Domu kulture, v katerem gosti 5 predstav slovenskih profesionalnih gledaliških hiš.
V prvi polovici leta pripravila 3 predstave prejšnje sezone, drugo polovico leta pa začela z opisom oponentom v novo sezono in organizirala že 2 predstavi. V sklopu prireditev Veseli december je izpostava organizirala tudi 4 otroške gledališke predstave za otroke vrtcev in prve triade osnovnih šol občine Brežice, leto pa zaključila z organiziranim ogledom baletne predstave v SNG Opera in balet Ljubljana za abonente in druge obiskovalce. Kot vsako leto je bila izpostava soorganizator osrednje občinske prireditve ob kulturnem prazniku in slavnostne seje ob občinskem prazniku. Aktivno je bila vključena v sodelovanje pri izvedbi občinskega razpisa za ljubiteljsko kulturo in pri obdelavi poročil. V dodatni program dela izpostave sodi tudi programsko upravljanje stavbe Doma kulture Brežice. Gre za koordinacijo in trženje uporabe prostorov, učilnic, avle, dvorane, različnim uporabnikom in pripravo poročil o izvedbi teh programov za občino Brežice kot lastnika stavbe. Delujoče skupine po dejavnostih v letu 2019 na vokalni glasbi je delovalo 22 odraslih pevskih zasedb, od tega 1 moška vokalna skupina, 4 ženske, 6 moških zborov, 3 ženski zbori in 8 mešanih zborov. In 25 šolskih ter vrtčevskih pevskih zborov, 7 mladinskih, 1 mešani mladinski zbor, 1 dekliški mladinski zbor, to pomeni srednješolska zbora, 16 otroških in predšolskih zborov. Na inštrumentalnem področju je delovalo 8 skupin, in sicer 2 tamburaška orkestra, 3 pihalni, 1 skupina trobilne sekcije, skupina rogistov in skupina harmonikarjev. Na gledališču in lutkovni dejavnosti je delovalo kar 14 gledaliških skupin, 4 odrasle in kar 8 otroških, kar je v primerjavi z leto 2018, ko so delovala samo 1 skupina, res izjemen porast, in pa 2 mladinske gledališki skupini, kar nas še posebej veseli, to pomeni srednješolske. Pri plesnih skupinah je dejansko zelo razvejana dejavnost, se pravi v plesnem društvu Imani in pri mažoretah, v sklopu obeh društev deluje 21 plesnih skupin, 7 skupin sodobnega plesa, 1 skupina baleta, 8 skupin hip-hopa ter 5 mažoretnih skupin. Morda se je še v tem času že kaj spremenilo. Folklorna dejavnost, imamo 9 folklornih skupin, 4 odrasle, 8 otroških in 10 skupin poustvarjalcev glasbenega izročila. Na literarni dejavnosti imamo 5 skupin za literarno ustvarjanje in posameznike. Na likovnem področju, mislim, da sem ga spustila, imamo tudi 5 skupin, 2 skupini likovnikov, 1 skupina ustvarjalcev keramike, 2 skupini fotografov in posameznike. Na drugih strokovnih področjih kulturne dejavnosti se je ohranitvi kulturne dediščine v letu 2019 pridružilo tudi Društvo zbirateljev. Društva ohranjajo svoje tradicionalne programe in izvajajo številne produkcije, večina jih sodelujete na preglednih srečanjih in revijah, ki jih pripravljamo pri JSKD. Prav tako nekatere skupine oziroma društva redno izobražujete svoje člane na skladovih in drugih izobraževanjih. Še dotaknem se dosežkov društev, skupin in posameznikov v letu 2019 z udeležbo na državnih tekmovanjih, srečanjih, festivalih v organizaciji JSKD, seveda. Tukaj je Opus 1, državno tekmovanje mladih koreografov, kjer so se udeležili iz plesnega društva Imani Lija Čurič, Lana Korajč, Veronika Stanati in Ema Zevnik. Na 39. festivalu tamburašev in mandolinistov skupin Slovenije so zaigrali tamburaški orkester kot Oton Župančič Artiče in tamburaški orkester glasbene šole Brežice. Na Ringaraja, državnem srečanju otroških folklornih skupin, je znova zaplesala otroška folklorna skupina kot Oton Župančič Artiče. Maraltovo srečanje odraslih folklornih skupin, ki je letos potekalo prvič v tekmovalnem duhu, nanj je bila izbrana folklorna skupina kot Oton Župančič Artiče. Na živi državnem festivalu plesne ustvarjalnosti mladih so zaplesali plesalci Kabavida Spelera, plesnega društva Imani. In na napevu Odsevu, državni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila, ki smo ga letos prvič organizirali z JSKD o Brežice v Artičah, pa so kot gostje sodelovali fantje Artiški kot Oton Župančič Artiče. Torej niso bili izbrani, ampak so bili gostje. Še dosežki društev, skupin in posameznikov na regijskih srečanjih, revijih, festivalih, tekmovanjih. Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na njemu sta se predstavila mešani pevski zbor Viva,
ki je prijel zlato priznanje in še 4 dodatna priznanja, ter moški zbor kapele s srebrnim priznanjem. Regijsko tekmovanje otroških mladinskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavje, ki se izvaja bienalno, je zazvenelo v Semiču, na katerem sta se predstavile 2 naša zbora, otroški pevski zbor od osnovne šole Globoko in Združeni otroški pevski zbor osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in podružnične šole Kapele. Na regijskem tematskem koncertu tamburašev in mandolinistov so se predstavila oba tamburaška orkestra, ki delujeta, torej orkester iz Artič in z glasbene šole Brežice. V zavetju besede, regijskem festivalu odraslih literatov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, se je predstavila Dragomila Šeško, ki smo jo danes že predstavili z njeno pesmijo Led iz literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Na regijskem festivalu Urška, festivalu mlade literature, pa se je predstavila Monika Bukovec, ravno tako iz literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Regijska revija plesnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na njej so se predstavili skupine iz plesnega društva Imani, in sicer Kabavida Spelera, Kabavida Spelera mlajši, Sodobni ples 2A, Sodobni ples 2C. Na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja so se predstavili folklorniki folklorne skupine kot Oton Župančič Artiče. Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja pa je zazvenelo v večini z našimi skupinami, saj je bilo res izjemno število naših skupin izbranih na to regijsko revijo oziroma srečanje in samo še 2 drugi sta bili. Naše skupine pa so bile otroška folklorna skupina Mlinček vrtca Najdi Hojca pri osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova, otroška folklorna skupina Kosci podružnične šole Kapele pri isti šoli, otroška folklorna skupina Vesele Šefle osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, otroška folklorna skupina osnovne šole Artiče, otroška folklorna skupina Krisnice osnovne šole Brežice in otroška folklorna skupina kot Oton Župančič Artiče. Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin. Nanj se je uvrstila gledališka skupina Talanski osnovne šole Brežice. Po dolgem času smo v Brežicah izvedli regijski festival Vizije, to je za mladinske gledališke skupine, na katerega je bila izbrana skupina, projektna skupina Trio Adio kulturnega društva Drugi oder. Na regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je uvrstila edina dramska sekcija Vaška scena kot Slavček Velika dolina. Regijski izbor za opus 1, to je plesno tekmovanje mladih koreografov. Na njem so se predstavili plesalci plesnega društva Imani z plesalci Živo Flajs, Ajdo Vehapovič, Tajo Grubiša, Doroteja Komar, Lija Čurič, Lana Korajč, Zala Mucko, Hanna Sambonjak, Veronika Strnad, Zoja Koprivnik in Ema Zevnik. Naštevam posameznike zaradi tega, ker se oni sami predstavljajo, sami naredijo koreografije in se kot posamezniki predstavljajo. Regijska tematska razstava Oblo Oglato Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki poteka bienalno, pa je razstavljala dela naših likovnikov, in sicer Rosine Curhalik z likovne družine Franc Bogovič Dobova, Vesne Davidovič iz iste likovne družine, Marija Kukovica z Društva likovnikov Brežice, Andreja Pinteriča z likovne družine Franc Bogovič Dobova in Alenke Venišnik z Društva likovnikov Brežice. Likovniki so ustvarjali in se predstavili tudi na mednarodnem sevniškem likovnem shodu, ki ga tretiramo kot naš regijski dogodek. Na njem so se predstavili 3 člani likovne družine, Franc Bogovič Dobova, Branko Busina, Rosina Curhalek in Andrej Pinterič. V letošnjem letu nismo imeli regijske revije po ustvarjalcev glasbenega izročila, kot se po novem imenujejo pevci in godci. To bo v letošnjem letu, ker tudi poteka bienalno. Imeli smo tudi veliko 6 jubilejnih dogodkov, in sicer praznovali so ljudske pevke Žejno kot Anton Krečatež ob Savi 15 let, Mešani pevski zbor kot Brežice 35 let, sekcija za ohranitev dediščine kulturnega društva Kapele s 5-letnico, 110-letnico kulture v Pišecah so praznovali preko kulturnega društva Olica Pišece,
Ljudske pevke Cerkve ob Krki, Društvo invalidov občine Brežice so praznovale 10 let in vokalna skupina Barbara kulturnega društva Globoko prav tako 10 let. V programe izpostave je bilo leto 2019 vključenih vseh 8 osnovnih šol s podružnicami in vrtci, Gimnazija Brežice in tudi Ekonomska in trgovska šola Brežice. No, sedaj pa bi moje tole vehementno branje skozi celo leto. Jaz upam, da nisem koga izpustila, dejansko sem se želela res prehoditi čez to dejavnost, ker tako pomembno so ustvarjate našo ljubiteljsko kulturo, da brez vas ne obstajamo. Jaz pa tudi upam, da smo mi vam v pomoč pri izražanju vaše dejavnosti, pri merjenju in dejansko pri vaših produkcijah. Želim si, da bi bilo tako tudi v bodoče. Kot sem že v uvodu povedala, pa verjetno pa dejansko nad območno izpostavo Brežice bdi tudi svet območne izpostave, ki se mu pa v letu 2020 izteka mandat. Mandat je 4 leta. Z občine Brežice, ko je 20. decembra razpisala razpis za vsa svoja področja, ki jih sofinancira. Veliko delo ob tem pa opravi za naše področje Vesna Kržan, ki jo bi zdaj za trenutek povabila, za 2-3, povabila na oder. Tako kot je Simona rekla, ja, res je, 20. decembra smo objavili razpise in z področja kulture, kot je, bom rekla, zdaj že kakšne 2 leti praksa, imamo 3 razpise. Ljubiteljska kultura je tista, ki vam je najbolj znana in za katero veste, da ima JSKD na nek način tudi roko nad njimi, oziroma da zelo tesno sodelujemo, saj so nekako njihove izkušnje ključne pri strokovni komisiji, da jih nekako usmerja pri točkovanju. Kar se pa tiče ostalih 2 razpisov, se pravi so spomeniki, bom krajše nazive seveda navajala, kjer je dejansko nekako v tej zgodbi vpleteno društvo iz Pišec in pa seveda govorimo o razpisu druge kulture, kar je pa mogoče nekako, bom rekla, najbolj zanimivo tudi za vas, ker z njim smo naredili največ sprememb v smislu, da smo prisluhnili vašim potrebam, ker smo nekako ugotovili v preteklih letih, ko sta bila ta 2 razpisa združena, se pravi spomeniki in druga kultura, nekako ni prišlo do izraza in zato smo se takrat odločili, da ju razdelimo, da mogoče malo bolj pridete v stik z tem razpisom in ugotovite, da pravzaprav občina namenja sredstva tudi za inštrumente, tudi za opremo, tudi za uniforme in seveda, da tudi pač podpira založništvo oziroma če izdajate kakšne CD-je oziroma kakšne bolj monografije oziroma strokovno literaturo. Nekako, bom rekla, se je ta sprememba v lanskem letu najbolj poznala, zato ker je bilo kar nekaj prijaviteljev in celo tisto, kar je, bom rekla, neka prednost tega razpisa je, da ni omejeno, se pravi samo na eno področje, se pravi eno društvo se lahko prijavi pravzaprav na vse sklope. Tako da jaz bi vsekakor apelirala na vas, da ga pogledate, ker vidim, da še vedno, bom rekla, niso vsi se našli v teh sklopih, pa kljub vsemu menim, sodeč tudi po izkušnjah oziroma po nasvetih našega strokovnega sveta za kulturo, da se tukaj skrivajo, bom rekla, sredstva za namene, ki bi vam absolutno koristili, da dobite še kakšen dodaten denar na ta račun. Zelo lepo te stvari laufajo, no, tako po domače povedano. Res, tako ste odlični že pri prijavah. Prijave so vse boljše, vse preglednejše, smiselne in enako tudi pri poročilih. Tako da bi se vam res želela zahvaliti. Zelo je fajn, zelo preprosto je dejansko vlogo obdelati in tudi poročilo potem, če je
tako preprosto, pripravljeno, tako, ko mora biti, to si res zelo je fajn, no. Je veliko novih priložnosti. Zdaj z JSKD Oj Brežice vam bom povedala za 2 dogodka, ki se ga posebej veselimo zopet. Je tukaj državna revija Napev odsev po ustvarjalcev glasbenega izročila, ki smo ga glede na lansko izkušnjo in odlično izvedbo pridobili tudi letos, se pravi državna revija bo zopet novembra v Artičah. Dvorano imate odlično. Vsi RTV-ovci in organizatorji z JSKD so rekli, da je dvorana fantastična in da točno to rabimo za to. Tako da, fino, hvala Artiče. Potem pa uvajamo eno novost na našem področju in sicer bomo izvedli konec avgusta prvi tabor mladih pevcev. Namreč opažamo, da v naši regiji na osnovni šoli mladinski zbori kvalitativno ne dosegajo ravni z drugih regij, bom rekla, ne dosegajo državne ravni, ne dosegajo niti regijske veliko, tako da dejansko bi želeli tule narediti en vzgib, eno pomoč, en motorček, da bi to zagnali, tako bi se pevci, mladi pevci iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja družili v mladinskem centru konec avgusta, imeli pevski tabor v bistvu v smislu delavnic z odlično zborovodkinjo, ki je privolila, da bo vodila, in skladateljico, ki je priljubljena med mladimi pevci, Tadejo Vulc. Seveda pa s tem bo sledil zaključni koncert v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice in potem v sklopu tega bi tudi pripravili dvodnevni zborovodski seminar. Tako da bi bilo to od ponedeljka do petka odlično druženje. Smo že prejšnjo leto seveda povpraševali po terenu in so dejansko na šole zainteresirani, tako da pričakujemo, da bo to zaživelo, tudi če ne z ne vem kako veliko zasedbo, vsaj malo zmanjšal, ampak si želimo, da bi se to spodbudilo. Medtem pa imamo tudi med društvi, seveda ne poznamo še vseh vaših planov, vemo pa za 3 imenitne obletnice, in sicer 100-letnico moškega pevskega zbora Kapele, 30.5.2020, 30. maj 2020, enako 100-letnica gasilski pihalni orkester Gloče. Tukaj so pa 3 datumi. Zdaj, Ivan, upam, da sem si zapomnila, na 3 dele so razdelili. Drugi se začne. 20. junij osrednji dogodek in 5. december še en pomemben dogodek. Tako da, evo, razdeljeno na celo leto 2020. Sem prav povedala, Ivan? Prav. Ok. In pa 170 let pihalnega orkestra Kapele, 13. junija. Nimamo dobenega od tu, vse ne ploskamo, bravo. Verjetno je še kakšnih jubilejev na vmes, malo manjših, na večjih nisi zagotovo. Tako da bomo videli to iz vaših planov, ko boste itak prijavljali programe na razpis. Večkrat je bila že pobuda, da bi se naredil ta koledar dogodkov in tako naprej, da se ne bi stvari podvajale. To smo že v preteklosti poskušali, pa letos smo nekaj skušali že, da bi to naredili neko elektronsko varianto, pa Google, pa pa je to potem spet povezano z Google računi, pa nimamo, pa imamo, pa tako naprej. Tako da zaenkrat ostane pri vseh peš variantah in tako naprej. Če slučajno, zdaj tako, naše programe ste že dobili v začetku sezone 2019-2020, z vsemi datumi, načeloma vseh preglednih in območnih srečanj. Lepo prosim, če lahko vam jih ponovno zopet pošljemo za celo leto 2020, ker so vsi datumi že postavljeni, pa da si jih potem nekam shranite. Ne moremo priti na prireditev, če imamo svoje dogodke, to morate razumeti, če imate kakšen jubilejni dogodek. Zato vas prosimo, da morda, če imate jubilej, pa če želite, da vam podelimo značke in če želite, da sva z Lučko kakorkoli prisotni, potem enostavno
če je naš dogodek, ne moramo tam biti. Zato bi bilo dobro, če nas pokličete, preverite, če je še kaj takrat ali še ni, ali pa če ima kakšno drugo društvo, je potem zoprno, ne. Da se podvajamo, stvari se pa podvajajo, to samo pomeni, da veliko delamo, da je veliko dogodkov in da v končni fazi imajo lahko tudi obiskovalci priložnost zbirati, ali gremo na en ali na drug dogodek, če se pa časovno še ujema, pa celo mogoče na vse. Tako da to so same pozitivne stvari. Slovenija bo v letu 2021 gostiteljica največjega zborovskega festivala, ki obstaja v Evropi, ki se imenuje Europa Cantat. Tisti, ki ste bili na regijskem tekmovanju novembra na gradu Reichenburg, ste o tem že kaj slišali, ostali pa ne, pa vendarle bi samo en delček še rada namenila temu pomembnemu festivalu. Zdaj bom tako naredila, da bom lažje malo sledila, kar se za mano dogaja. V bistvu imam čudovito priložnost sodelovati pri snovanju tega festivala kot zborovodkinja in v sodelovanju seveda z drugimi pomembnimi in odličnimi in vrhunskimi zborovodji iz cele Evrope. Tako da moje delo majčkeno poteka v tem času, se pravi do festivala, ko se bo zgodil, tudi malo na tem področju. V Ljubljani se vedno snidemo, zato ker je pač zdaj sedež te Europe Cantat festivala v Ljubljani. Se pravi, je pa to, ker v bistvu imamo skoraj vsako društvo, ki pri nas deluje, ima kakšen pevski zbor, pa v bistvu vse vem, da niste sami pevci tlele, pa zborovodje, pa tako naprej, ampak vendarle, mogoče pa za celo ljubiteljsko kulturo do takšnega pomena, da boste malo vedeli, zakaj gre. Bom zelo na hitro to povedala, pa 2 luštna filmčka imamo v zvezi s tem, da bomo dobili malo občutka za to. Torej, pevci si že načrtujemo za 2021 poletje v Ljubljani na kakršenkoli način. To bo pač, kot sem že povedala, največji mednarodni zborovski festival v Evropi, ki bo ponujal 200 dogodkov z 70 delavnicami, z vrhunskimi zborovodji svetovnega kova, se pravi, vsega sveta pridejo ta boljši strokovnjaki za to področje in tudi pričakujemo 3500 in plus udeležencev vsega sveta. Morate vedeti, da to si ljudje kar planirajo tako dopuste in da je to, ni v bistvu dopust je udeležba na festivalu, ne, tako. Skratka, res bo ponujal odlično priložnost za vse, tako za udeležence kot za obiskovalce. Moram povedati, da vsaka 3 leta ta festival potuje v drugo državo na podlagi kandidature. In naša kandidatura je bila, se pravi, še med drugimi zelo uspešna in tako smo leta 2018 prevzeli od Talina, nazadnje je bilo v Talinu. Se pravi, super je in namenjeno je poslušalcem, pevcem, zborom, zborovodjem, skladateljem, menedžerjem. Skratka, vsi tisti, ki bodo, tudi turisti, ki bodo v Ljubljani, obiskovalci, to bo res zelo živahno od 16. do 25. julija. Nekaj od tega pa bomo pripeljali tudi v naš kraj, zato vam tudi to majčkeno bolj pripovedujem. Namreč na vsak tak festival se povabi nekaj vrhunskih in najboljših zborov. Cilj je, da bodo iz vsake celine po eden in kakšen koncert seveda teh imenitnih zborov je tudi prav, da se zgodi v naši čudoviti Viteški dvorani. Zato se bo to prav gotovo v tem času zgodilo.